Pozdravljeni! Najprej se ustavljamo v ormoškem zdravstvenem domu. Med vrsto specialističnih ambulant, ki v zdravstvenem domu že delujejo, od minulega četrtka deluje tudi kardiološka ambulanta. Vzpostavitev nove dejavnosti predstavlja pomembno pridobitev za naše občanke in občane ter velik korak k zagotavljanju dostopnosti tovrstnih zdravstvenih storitev. Ko gre za naše zdravje, smo zanesljivih in predvsem hitrih obravnav zelo veseli. Toliko bolj, če je ponudba zdravstvenih storitev blizu in nam je prihranjena pot do zdravstvenih ustanov drugod. Tega se zelo zavedajo tudi v ormoškem zdravstvenem domu, tako da vzpostavitev specialistične kardiološke ambulante štejejo za veliko pridobitev. Kot ste sami omenili, gre za veliko pridobitev v našem zavodu. Za to pridobitev kardiološke ambulante smo se že kar nekaj časa trudili. Danes smo tu z uspešnim začetkom, prvo ambulanto, in verjamem, da bo to uspešna zgodba tudi za naprej. Kako računate, kdo bi bili vaši pacienti? So to občani občine Ormož ali se bodo lahko naročevali tudi od drugod? Glede na potrebe, sploh v celotni Sloveniji, jaz verjamem, da bojo pacienti prihajali iz celotne Slovenije. Že sam trend iz preteklosti, ko smo še izvajali samo ultrazvoke srca, je temu vsekakor pritrdil. Vsekakor pa je naša želja, da zagotovimo hitro, kvalitetno in pa dostopno zdravstveno obravnavo predvsem našim občanom. Kardiološka ambulanta ponuja celostno obravnavo, kar pomeni pravočasno odkrivanje, diagnostiko in zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Kot ste sami omenili, gre se za celostno obravnavo pacientov v sklopu kardiološke obravnave. Se pravi, pregled pri zdravniku, opravljanje EKG meritev srca, ultrazvoke srca, izvajali bomo tudi 24-urne meritve krvnega tlaka in pa EKG-ja. V prihajajočem letu bomo pa vsekakor nadgradili naše storitve tudi s cikloergometrijo. To pomeni, da občanom občine Ormož in okoličanom torej ne bo več treba odhajati na Ptuj ali kamorkoli drugam? To je naš cilj, pridobiti čim večje število storitev, čim večje število dejavnosti z namenom z dostopnosti našim občanom, in danes je tukaj dokaz. V specialistični kardiološki ambulanti bosta delali zdravnica Julija Tepeš, specialistka kardiologije in vaskularne medicine, in magistrica Lea Majc-Vodošček, specialistka interne medicine, ter diplomirani medicinski sestri Mateja Kramberger in Klavdija Bolcar. Svoje zadolžitve v ambulanti predstavi sestra Mateja Kramberger. Torej, kot diplomirana medicinska sestra v kardiološki ambulanti na prvem mestu čutim zelo veliko odgovornost, predvsem do naših pacientov, ki bodo torej prihajali k nam z diagnozo, ki je vezana na njihovo srce. Moje zadolžitve tukaj, najprej veliko računalniškega dela, potem pa tisti prijetni del, za katerega smo diplomirane sestre usposobljene. Tukaj zadaj lahko vidite naše aparature, ki so vezane na torej nek prvi pregled pri kardiologu. Kardiolog potem usmeri oziroma pove, katere preiskave bo pacient izvajal v prihodnje. Tukaj vam lahko pokažemo naš holter EKG, to je ta napravica, ki jo bomo povezali s pacientom, z elektrodami, ki se bodo nastavile na njegov prsni koš, in potem bo ta holter EKG 24 ur snemal torej delovanje srca. Potem imamo tudi holter RR, to pomeni, da bodo naši pacienti lahko k nam prihajali tudi na 24-urno merjenje pritiska. Kot je pa že direktor povedal, bomo pa z novim letom pričeli s cikloergometrijami, to je obremenitveno testiranje srca in nasploh telesa. Bomo pa z oktobrom pričeli tudi z merjenjem gleženjskega indeksa. Tudi z delovnim časom in potekom storitev so se v ambulanti prilagodili pacientom. Kakšen pa bo delovni čas kardiološke ambulante? Torej, kardiološka ambulanta bo odprta vsak četrtek od 11. do 19. ure.
Bomo pa izvajali te preiskave, nameščanje holterjev obeh se bo izvajalo ob torkih in ob sredah. To se bomo pa s pacienti za uro dogovarjali, ko bomo pač z njimi v stiku, da se mi njim prilagodimo, pa da, ker je ob namestitvi teh aparatov je pač potrebno neko navodilo, da jim ga damo in se bomo z njimi dogovarjali, kdaj bo tista točna ura. Glede dnevov pa ob torkih in ob sredah. No, to pomeni, da verjetno tudi iz razloga, ne, da bo potem kardiologinja to imela že vse nared. Tako. Vsi stremimo k temu, da bi naši dve kardiologinji, ki sta odlični na svojem področju, da bi prihajali sem dobre volje, da bi se radi vračali in da bi vse čakalo pripravljeno, kot je potrebno za dobro delo. No, to je najbrž dobro tudi za paciente, ne, da ne bodo več čakali tako dolgo. Tako, mi bi radi zelo skrajšali čakalne vrste. Delali bomo vse, kar je v naši moči in to je to. Mogoče tudi, če še vključimo Center za krepitev zdravja, ki bo začel z vadbami za naše paciente, ki bodo torej vključeni v koronarno društvo. To koronarno društvo je vezano na Ormož in na Ptuj. Začeli bodo z vadbami v četrtek, 9. oktobra, ob 9. uri zjutraj, mislim, da od 9 do 10. To še bodo naši pacienti obveščeni. Tam je tudi usposobljen kader, ki so se posebej usposabljali, da bodo prevzeli koronarne bolnike. In to je to. Dejansko je poskrbljeno za vse. In k temu sestra Mateja še dodaja. Bi pa morda za konec še povedala, našo ambulanto danes krasi sončnica. Ko je bila odrezana, se je po njej spustil pajek. Pa naj bo ta pajek, pravijo, da prinaša srečo. Naj bo ta pajek za srečo nam, ki smo tukaj zaposleni, našim pacientom pa predvsem za srečo, ko bodo izvedeli za neko diagnozo oziroma ko bodo napoteni na nadaljnje preiskave. Konec avgusta je v Ormoškem domu kulture bila predpremiera kratkega filma o resnični Doroteji Beda, domačinki, ki so jo v 17. stoletju obsodili na smrt zaradi čarovništva. Predpremiera je bila namenjena ustvarjalcem in sodelujočim pri snemanju. Uradna premiera filma bo 8. novembra. Od takrat bo tudi del ostalih digitalnih vsebin, ki jih bo ponujal prenovljen Ormoški grad. Pred ogledom filma so se zbrani v Ormoškem domu kulture ogledali projekcijo fotografij Cirila Ambroža, ki so nazorno prikazovale potek snemanja in predstavljajo ovekovečen spomin na 8-mesečne priprave na snemanje filma in potek snemanja. Pri projektu je sodelovalo 130 prostovoljcev iz Ormoža in okolice, med njimi številni ljubiteljski igralci ter člani lokalnih kulturnih in drugih društev. Po večmesečnih pripravah je snemanje filma potekalo meseca junija na Grajskem dvorišču in v okolici. Tako se je Grajsko dvorišče med snemanjem spremenilo v avtentično prizorišče časa v 17. stoletju. Ustvarjalci filma so poskrbeli tako za sceno kot bogato kostumografijo. Film je posnet po resnični zgodbi, ki jo je leta 1910 v knjigi z naslovom Trg središče, krajepis in zgodovina spisal duhovnik, filozof in zgodovinar profesor Franc Kovačič. Scenarij za film pa sta spisala profesor dr. Gorazd Trpin in profesor dr. Boštjan Brezovnik, sodelavca Inštituta za lokalno samoupravo Maribor. Profesor dr. Boštjan Brezovnik pa je tudi režiser in producent filma. V 17. stoletju se je po Slovenskih goricah močno ugnezdila praznovernost, ki je prinesla veliko število nesrečnih žrtev, ki so jih obsodili za čarovništvo in jih po grozovitih mučenjih obsodili na smrt.
Tako so marca leta 1677 v Središču prijeli tudi domačinko Dorotejo Beda, na katero je že dalj časa letel sum, da je v zvezi s hudim duhom. Odvedli so jo v ormoško graščino, kjer se je 15. marca vršilo sojenje in mučenje, do žalostnega konca. Sporočilnost tega filma ni navadna. Gre v bistvu za sporočilnost, ki je pomembna tudi za današnji čas. Preprosto gre za v bistvu prikaz nekega linča, neko situacijo in neko v bistvu stanje, ki nastane ob tem. Pričemer, če potegnemo to vzporednico leto 1676 in 2025 danes, lahko ugotovimo nekaj, kar je v bistvu zastrašujoče. Linč je danes mnogo bolj enostaven, kakor je bil v tistih časih. Danes poznamo medijske linče, ki človeka popolnoma ubijajo, izključijo iz družbe, pa tisti, ki so ta linč izvedli, za to nikoli ne odgovarjajo. Za nekateri so celo junaki, kajti linč je postal na drugi strani tudi sredstvo za politični boj. In to je tisto, kar je absolutno narobe. Vas to skrbi? Nedvomno me zelo skrbi in z tega razloga je ta film, ki smo ga danes gledali, izjemen. Ravno zato, ker daje to sporočilo, da moramo paziti na to, ker ti naš problem sodobne družbe je to, da smo daleč preveč tolerantni do linča, ki človeka ubije enako, kot je ta linč ubil našo Dorotejo. Iz filma, ki prikazuje zaslišanje obdolženke in lažno dokazovanje, se danes kmalu spoznajo krivice, ki so se tako na sojenju kot v okolju, kjer so živele, dogajale ženskam, ki so morda malenkost izstopale po svojih sposobnostih. Kljub žalostni zgodbi v filmu pa gledalca navdušita scenografija in kostumografija. Še najbolj pa, da v filmu nastopajo domači, sicer amaterski igralci, člani domačih kulturnih društev. Ja, to je bila želja župana, se pravi, župan je izpostavil, da želi imeti film, ki nastane v Ormožu z Ormožanci in seveda za tako odlično ekipo nam je to uspelo in je res nastal en dober izdelek. Vlogo nesrečne Doroteje je odigrala Mateja Kovačič, članica kulturno-športnega društva Dobrava. Izbrali so me na avdiciji in sicer na povabilo kulturnega društva Dobrava, v katerem sodelujem. Torej, udeležila sem se avdicije in bila izbrana. Bilo mi je v veliko čast. Vlogo sem sprejela zelo, lahko rečem, pozitivno, odgovorno in to je to. Seveda gre za zgodbo, ki vsakega torej na nek način prizadene, ne? Najbrž ste čutili vso to trpljenje te ženske v 17. stoletju. Tako, pridobiti sem morala veliko čustev, kar smo delali kar 8 mesecev na vajah. Tu so bila čustva nemoči, strahu, bolečine, ki sem jih mogla prikazati, kaj vse je Doroteja doživljala ob tem, ko so jo obtoževali tega čarovništva. Kaj pa sama maska, smo videli, zelo ste se veliko spreminjali v bistvu, ne? Vsega je bilo, tudi krvi seveda. Maska je bila res težka zadeva. Vsako jutro sem mogla priti kar 2 uri pa nekaj prej, da so me spremenili v Dorotejo in prikazali to bolečino njeno, tudi tako fizično. Jasna, je to bila prva takšna tvoja filmska vloga? Ja. No in kako se ti je zdelo? Ja, jaz sem se imela super, res je bilo malo težko, malo naporno, ker nam je bilo vroče, ampak ja, meni je bilo super. No in danes, ko si se torej videla že v filmu, kakšen je to občutek, kako ti je bilo pri srčku? Malo me je bilo sram tudi, ampak meni je bilo super, ful lepi film je, pa ja. Si razmišljala, bi še želela kdaj sodelovati? Ja, bi ja. Kljub temu, da je bilo naporno. Ja. No kaj pa to, ko so te šminkali, pa tiste starinska oblačila si oblekla, ne? Kako se ti je to zdelo?
Ja, tudi malo naporno, ker so te ful motale, pa cukale, ko ti frizuro dela. Ampak jaz sem zdržala, pa da smo lahko posnemale. Tonček, glede na vaše igralske izkušnje, se vam je zdela ta vloga težka? Gre torej za film? Ste to prvič nastopali v filmu? No, ne prvič, ker so dijaki, ko sem bil še profesor na gimnaziji, so snemali ene filme, pa so me v 2 filma povabili, tako da sem to že malo imel izkušnje. No, tak. Zdaj sama vloga pa dobro sodnika, ampak moram reči, da je bila tekst. Tekst mi je delo kar precej preglavic. Ne vem zakaj, ampak 40 let oziroma že več igram, ampak tako dolgo, ko sem se toti tekst učil, se nisem še nikdar. Pa še ni bilo najboljše. Ne, tako da, ne vem. No, gre to za tisto neko staro ormožanščino, je to bil problem ali? Ne, sam tekst, ker je v bistvu vse sem jaz vodil, ne. Se pravi, če imaš ti dialog, pa ti nekaj lahko z nekom meniš, je to drugo, ne. Ko pa si vedno ti, ne, tisto pa je malo težje, ne. Tako da, ampak je šlo, jaz upam, da ni videti, da bi prehudo se motili, no. Ne, bilo je odlično, vsekakor si še želite sodelovanje v takšnih filmih morda? Ja, če bodo rabili, če bodo z veseljem, ne. Sicer že nekaj zdaj že pripravljamo, ne, ampak če bodo rabili, pa če bomo za to, mislim, če bomo mi primerni, z veseljem. Kako dolgo ste delali na tem filmu? Ja, torej vaje, kot je Matija rekla, vaje smo imeli kar 8 mesecev, ampak spoznali smo kar veliko novega, ne, se pravi, jaz sem že dolgo na teh odrih, ampak ta priprava na psihično Matejo, ker ko smo jim mogli v obraz govoriti, sovražim te, ne, zdaj pa ti nekomu rečeš, ko ga v bistvu poznaš, ko ga imaš dobro rad, ne, ne sovražiš, ne, in Boštjan je res zahteval, da tiste, tako da smo za to mogli živeti, to bilo kar zanimiva zadeva, pa neenostavna, no. Je bilo težko odigrati to vlogo? Pa moram reči, niti ni bilo tako težko, pač potrebno je bilo strniti vsa tista negativna čustva, hudobije, privoščljivosti. No, verjetno pa je to ena izkušnja, ne, v vaši igralski karieri. Ja, to je taka prva zadeva filmska, ki se res zelo, zelo razlikuje od odrskih stvari, ne, od gledališča, tako da je to zelo, zelo dobra izkušnja. So pristopi drugačni ali bi se lahko na nek način z gledališčem, s odrom primerjalo to skupaj? Jaz moram reči, da je kar drugače, že sam začetek neke dela, ja, tako da me je kar veselilo, da sem spoznala, se pravi, določene stvari, ki so skupne in tiste stvari, ki so pa popolnoma drugačne. Vam bo to kaj pomagalo pri vaši igralski karieri oziroma pri vašem igralskem delu? Pa vsekakor, ker pridobiš neke nove stvari, ki jih potem lahko vključuješ naprej. Nekako smo slišali, da bi se še kaj snemalo, bi še želeli sodelovati? Ja, jaz mislim, da bi še kar. Ja, bi lahko. Župan, kako ste se počutili v vlogi župana tudi v filmu? Ja, moram reči, ena zelo lepa izkušnja. Bilo je kar nekaj vaj, sicer ni bilo dosti teksta, je pa bilo kar nekaj igranja, ja. Ja, pa tudi sama maska, pa vse to, ne? Tudi to je izkušnja. Ja, sigurno, to jaz mislim, da je bilo za čisto vse igralce, ki smo nekako igrali v tem filmu, to so posebne izkušnje, tudi kar se tiče že samih oblek, kar se tiče res same maske, postavljanja, snemanja, takšnega in drugega z vseh kotov, jaz mislim, da smo vsi podoživeli eno zelo lepo izkušnjo. Izvedeli smo seveda že od prejšnjih sogovornikov, kaj je namen, kakšna je sporočilnost filma in tako dalje. Pa me zanima tudi vaš pogled na to, zakaj pa ravno o Doroteji, torej o eni preprosti ženski iz tistega 17. stoletja. Ja, dolgo smo študirali, na kakšen način se lotiti vseh teh zadev, ki se trenutno dogajajo okrog Ormoškega gradu. Nekako zgodbe se prepletajo takšne in drugačne in prišli smo do te ideje. Kaj pa, če bi posneli nekaj takšnega, kar se je tukaj pri nas dogajalo. Konec koncev je ena takšna zgodba, ki jaz mislim, da bo tudi zelo zanimiva za publiko, ki bo prihajala v Ormoški grad. Seveda še teh zgodb polno, ki bi jih lahko posneli, tako da bomo videli, kako bomo uspešni pri naslednjih razpisih Ministrstva za kulturo.
Ampak to so tiste zadeve, ki je dobro, da se pokaže, ki je dobro, da se ohranijo, ki jih ljudje vidijo in ki se nekako poveže z našim okoljem, z Ormoškim gradom. Čemu bo služil ta film torej v bodoče? Ja, ta film bo ena izmed, bi rekel, dodatnih dejavnosti oziroma pri samem ogledu. To se pravi, ko bodo skupine prišle na Ormoški grad, si bodo tudi med drugim ogledale ta film. Poleg ostalih tudi Maričevega filma in tako naprej, ostalih zbirk in tako dalje. Tako da to bo tista pika na i, ki se bo povezala tudi z nekaterimi zbirkami v Ormoškem gradu. No, morda bi sedaj lahko tudi povabili torej na tisto pravo premiero, ne, ki bo torej v novembru. Ja, 8. novembra nas res čaka tista premiera. Takrat bodo tudi prisotni tisti, ki so nas financirali kot občino, to se pravi z Ministrstva za kulturo. Moram reči, da je potrdila vabilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je izjemno zadovoljna, ko smo ji že malo povedali, na kakšen način je vse skupaj se to okrog Ormoškega gradu dogaja. Tako da smo izjemno zadovoljni. Bomo pa še pred 8. novembrom, tako smo se nekako odločili, ampak bomo sporočili točne termine. Bomo pa še kakšno 2 termina rezervirali, ker se zavedamo, zdaj, če bo na Grajskem dvorišču ali v kulturni dvorani, bo zelo težko toliko ljudi sprejeti. Bomo pa še kakšne 2 predpremieri, če še lahko enkrat rečem, organizirali, tako da bodo res lahko vsi si ta film pogledali. Konec koncev nekako podoživiš Ormoški grad, igralci so sami domače, ko začutiš nekako to igranje, to zgodbo, jaz mislim, da bo veliko zadovoljstvo vsakomur. No, povedano je bilo, da ste pravzaprav na občini bili pobudniki tega, da se vključijo domači igralci. Ja, sigurno, seveda, ko začneš razmišljati o filmu, ko je tudi režiser, dr. Boštjan Brezovnik, nam nekako povedal, na kakšen način bi vse skupaj to se odvilo. Pomisliš, bomo, ne bomo, tudi so bile nekatere ideje, da bi si mogoče katere igralce pripeljali, ampak smo poizkusili. Prvi sestanek je bil na taki način, da smo povabili vsa društva, ki se nekako z temi gledališkimi, takšnimi drugimi dejavnostmi ukvarjajo. Smo jih povabili, moram reči, da so bili zainteresirani, poizkusilo se je, to se pravi, vloge so bile razdeljene in moram reči, da je res bil odličen odziv. Vsi so to odlično sprejeli, konec koncev se učili vseh teh gibov, načinov, tudi če ste gledali glavne igralce, so morali kar nekaj čustev pokazati, to so zadeve, ki jih obvladajo seveda profesionalni igralci, ampak da se pa, bi rekel, mi kot amaterji vsega tega naučimo, pa res, jaz mislim, da je to ena zelo lepa izkušnja, pa tudi z mojih oči vsaj dosti bolj nekako pristno, dosti bolj doživeta, dosti bolj čustveno tudi doživeta, kajti ko takšen človek to zaigra z vsem srcem in pa dušo, je film sigurno toliko boljši. Morda pa ne bo dolgo trajalo, ko bo nastal še film o grofici Irmi, zadnji lastnici Ormoškega gradu. Še prej pa bi si seveda veljalo ogledati film o nesrečni Doroteji Beda in podoživeti čas in eno izmed dogajanj v Ormoškem gradu pred več kot 300 leti. V Bresnici prebiva vrsta športnih navdušencev, predvsem tistih, ki obožujejo igranje nogometa. Domačini so si tako ob gasilskem domu uredili nogometno igrišče in brunarico, ki sicer predstavlja pomembno točko za vsakotedenska druženja. Obiskali smo jih na enem izmed druženj minuli teden. Med 61 naselji, ki jih šteje občina Ormož, je tudi Bresnica, ki spada pod krajevno skupnost Podgorci. Naselje se razprostira na 4,5 kvadratnih kilometrih in šteje okrog 250 prebivalcev. Tako kot v večini podobnih naselij so center dogajanja gasilska društva, nemalokrat pa prebivalce združuje tudi veselje do športnih dejavnosti, predvsem nogomet. Domačini stopijo skupaj, si uredijo igrišča, lope za druženja in podobno. A v Bresnici velja, da se na svojem športnem igrišču dobivajo vsak teden. Ja, prek 40 je že. No, ena takšna skupina rekreativcev, nogometnih navdušencev, se je zbrala in tradicija se nadaljuje, torej dobivate pa se kdaj? Vsako sredo, ura je pač različna, kak je vreme,
kak je vroča najbolj, ne. Ko je fejst vroča, te malo pozneje, pol sedme, drugače pa od 5 do pol sedme vsako sredo. No, se spomnite, kako se je to pravzaprav vse skupaj začelo? Kdo je bil glavni pobudnik, da se na tak način shajate? Ja, tu smo mi pred leti imeli ekipo nogometno, smo igrali mali nogomet malo bolj aktivno, po turnirjih pa tako. Te pa so pol prišle leta, sicer smo še pol kao veterani igrali, v ligi tudi, v Ormožu, pa tu okoli po turnirjih. Pol pa več ni bilo za ligo, pa smo pa začeli doma na travi, pa še ne bolj, ker je trava, ne, ker malo smo starejši. No, v glavnem, gre za rekreacijo, ne? Čista rekreacija, nič drugo. Zelo lepo urejeno igrišče imate, kdo pravzaprav skrbi zanj? Tu skrbimo isto sami, ne. Večinoma pokosim jaz, ne. Zmenili se smo, ker vsakrat eden, pa ponavadi nekaj cajta, ne, te pa. No, v glavnem, zelo lepo urejeno je, to pomeni, da je vloženega veliko truda, ne, za ureditev tega vašega placa. Ja, vsaki teden se pač treba pokositi, to je dobra ura pa pol, ker pokosiš. Imamo zdaj srečo, smo nabavili traktor, pred leti smo kosili tu še z kosilnico in peš, lepo si hoda za joj, tako je še malo več trajalo. Zdaj smo pri gasilcu dobili traktorsko kosilnico, tako je malo lažje. Prej smo nabavili pred 10 leti eno staro, same tudi kupili, sicer tudi mreže nabavimo sami. No, to pomeni, da kar torej na nek način sami financirate tudi vso to ureditev, pa najbrž tudi takšna druženja, ne, pravite, da se kar špara pri vas oziroma na nek način zbirate, zbirke, ne, imate denar. Ja, vsakokrat, ko igramo, pač nabavimo neko pijačo in pol damo v šparavec nekaj denar in pol konci sezone, pač zdaj ni glih konec, ne še, samo naredimo en piknik za to denarom. To pomeni, danes je zaključek, ne? Ja, taki uradni, samo z nogometom še nadaljujemo. To pomeni, prihodnjo sredo bo spet tukaj živahno. Isto, ja, isto. No in kdo vse prihaja? Torej vi, veterani, vidimo tudi veliko mladih je. Kaj bi rekli recimo na številčnost teh druženj? Ja, se pravi, letos zdaj igram v 3 mesece, ne, in niti ene nismo izpustili. Pride nas tu od 12, pa tako nas malo več celo. Take 2 ekipi imamo vedno, po 12 igralcev, po 14, to je nekaj tudi največ se giblje. Se pravi, ni pa ena sreda letos odpadla. No in kako izgleda formiranje ekip? Kako določite, kako sestavite ekipi, torej, ki igrata ena proti drugi? Ja, to imamo čisto preprosto. Izberemo prvo najstarejših, 6-7, koliko nas je. Tako je vedno isto, vse leta, kjer so tisti dan najstarejši, tisti igrajo skupaj proti ostalim, ki ostanejo. Kot je bilo slišati, prihajajo tudi drugod, ne, na ta vaša druženja nogometna. Ja, kar reči, z dosta okolišnih krajev, ne, to je od Preroda, Zamušani, Podgorci, Predslava, Starjanci, Podgorci, ja, Osluševci, še Osluševci, Cvetkovec so že tudi bili. Največ pa je tu Zamušanov, je dosta resen, ki redno hodijo, pa tu z Preroda, pa te domačine. No, zgodi pa se seveda, da je sneg. Kaj pa takrat, ko je zima? Ja, ne, čez zimo pa imamo isto rekreacijo, samo v dvorani v Podgorce. Tam pa isto. Zdaj kak dobimo termin, ponavadi imamo v petki, tisto je zvečer, 6:30, pa uro pa pol v telovadnici. Imate tudi zelo lepo urejeno to vašo hišico, to ste si tudi sami uredili? To pa je s pomočjo gasilcev bilo, smo gradili gasilski dom, je ostal neki les in smo pač akcijsko naredili brunarico, ki jo zdaj koristimo vsi, ne. Fino, želimo vam torej še uspešna nogometna doživetja v bodoče, ne? Imate kakšne načrte morda še? Nekaj posebnega ne, samo nadaljevati tako, čim dlje, da tako, da čisto vredi. Tradicijo igranja nogometa so vpeljali danes veterani, ki jih od začetkov brcanja žoge ločijo desetletja. A se ne dajo.
Ljubezen do nogometa ostaja, volja pa tudi. Večina se jih še danes dobro požene za žogo, tako kot Marjan, ki pa je spreten tudi ob žaru. Za zaključek sezone je nujno pripraviti tudi kaj za podzob. To je eno naše druženje po koncu sezone, tako kot je letos, da gremo pol v dvorano čez zimo. In to je to, da si nekaj privoščimo malo. Ja, in nekdo mora, ne, spečti. Ja, nešče mora, ja, to pa je res. Mi, ki smo malo že starejši, pa že poškodovani, pač delamo take stvari, kaj je lahko, ne. Ovi pa pač malo bežijo za žoge. No, spomini vsekakor ostajajo, ne, kdaj ste vi začeli tukaj, torej z nogometom, z rekreacijo? Z rekreacijo, pa to smo mi že začeli v osnovni šoli, naprimer, ne. Pa turnire, pa to. To je že dobrih 40-45 let, naprimer, ne. No, verjamem pa, da vam veliko pomenijo ta srečanja nogometna tukaj, ne? To pa sigurno. Pa ki se nekaj dogaja na vase. To mora biti. Še torej brcnete, tako kot je treba, še poskušate kaj? Brcnemo več niso. Poskušamo pa, ne. To pa ja. In kako gre? Ja, gre še kar dobro. Se spominjate morda kakšnih posebnih svojih uspehov v teku let, ko ste torej igrali za prav? Ja, bili smo kar ogromno let zelo uspešni na ormoškem področju v nočnih turnirjih. Smo se udeležili tudi v Juršincih, ki je bil turnir 42 ekip in smo osvojili drugo mesto, tu se moram pohvaliti, ne. Pol smo tu vse posodi koliko bili po turnirjih, od Miklavža, vse. No, povedano je bilo, da imate v zbirki kar nekaj, ne, teh priznanj, pokalov. Ja, tega pa je res ogromno, ker vse pravim, z nobenega turnira nismo prišli, da ne bi bili med prvimi tremi, to se je redko kdaj zgodilo. Ker to pa, kot še zdaj vidite, te veterane moje, ne, še smo stalno aktivni. In še se stalno udeležujemo tudi, ko je krajevni praznik pod Gorci turnirov pa tega, in še se lahko primerjamo z mlajšimi, naprimer. To pomeni, da imate tudi veteransko ekipo nogometno? Ja, mi smo že od vsega začetka, od osnovne šole smo že skupaj, ne, to vse pravim, to je dobrih 45 let ali pa še več smo, mi non-stop skupaj. In kaj pravite na podmladek, prihajajo, se veselijo, tudi radi igrajo, jih je dovolj torej? Ja, zdaj zadnja cajta jih je kar nekaj, ne, saj ste videli mogoče par mladih že je, ne, tako da verjetno to ostalo tudi na resnici dalje naprej, tudi nogomet. To si želi tudi Zvonko Majcen, ki se srečanj na nogometnem igrišču v Bresnici še vedno rad udeleži. Leta so minila, veselje torej do nogometa še ostaja, srce še živi, ne, za nogomet. Kako se spominjate tistih vaših nogometnih dni? Zelo lepi spomini, zelo lepi res spomini, ampak žal ne gre več. No, enkrat vse mine, ne? Tako je, enkrat vse mine, pred 10 leti sem pač imel eno tako malo večjo poškodbo, takrat so mi tudi nogo odrezali, tako da res samo lahko gledam še nogomet. No, ampak... Rad pa navijam, rad spremljam nogomet, to pa res ne. No, kot vidimo, veliko mladih je tukaj, prihaja na to rekreacijo nogometno. Vas to najbrž veseli, ne, glede na to, da ste veteran? Zelo me veseli, ko vidim toliko mladih tu, pa tako da res imam veselje, imam upanje, da bo tu včasih res dobra ekipa. Tako smo včasih že imeli, no. No, igrali ste tudi proti Olimpiji, ne ste zaigrali. Kaj je bilo to za ekipo? To je bila ekipa Vičance, veliki nogomet, to je bila taka prijateljska tekma, takrat so bili res toti najboljši nogometaši, oba ameriška Vili, res najboljša ekipa Olimpije, res v jugoslovanski ligi takrat, med najboljšimi ekipami in sicer smo izgubili, ampak nismo razočarali, bili smo kar smo se trudili, borili proti njim, tako da je bilo kar v redu, no. No, spomin pa ostaja, ne? Lep spomin. Ostaja, lep spomin, res.
Dobrodošlo lepo navado srečanj na nogometnih igriščih so danes prevzeli tudi že domači nadebudneži. Ja, zelo rad prihajam sem, včasih povabim tudi prijatelja, da nas je res. Se pravimo zbrati na tem igrišču v čim večjem številu in v tem uživam. Torej uživaš v igranju nogometa, ki ti pomeni torej rekreacijo, ali je to morda, imaš kakšne ambicije, kar se tiče nogometa? Pa ambicije ravno nimam, ampak kot sem povedal, zaradi dobre družbe in zaradi rekreacije, da vseeno ostanem malo aktiven. Se kdaj zgodi, da izostaneš katero sredo? Ja, tu pa tam se zgodi, ampak potem probam nadoknaditi na kakšen drug način. No, pri Žihrovih potekajo trgatve, tako kot vse povsod, ampak ti si kljub temu prišel. Da, temu se moram zahvaliti mojemu očetu, ki me je trenutno malo zamenjal na prejše. Tako da kljub tistemu delu, ki ga imamo doma, vseeno nekako poskušam najti čas za to, da pridem sem. Verjetno tvoji doma vedo, ne, koliko ti to pomeni? Ja, res vedo. No, kako pa usklajuješ vse to, torej rekreacijo aktivno, ne, potem delo doma, šolo, gre? Gre, če se hoče. Ti prihajaš redno na nogomet? Pa ja, zdaj sem začel, avgusta sem začel. To pomeni novinec, ne? Ja. No in zakaj si navdušen nad nogometom? Pač, ker so me že velikokrat prejšnjič pravili, da naj sem pridem, da se te nekaj naučim, pa sem te jih upošteval pa prišel. No, torej si se naučil, ne? Verjetno dobro ti gre, kot smo videli. Ja, včasih mi gre dobro, včasih ne. Aha, no treniraš nekje, ne, zaprav? V Gorišnici. Aha. Preko, ne. V šolo pa hodiš kam? V Podgorce tu. No in kako se ti zdi tam v Gorišnici, tam ste sami dobri nogometaši, ne? Ja, v redu je, še trenerji so tako v redu, da se ne derajo toliko. In ste že kdaj osvojili kakšno posebno medaljo morda? Pa ja, lansko leto smo jih zelo veliko, ker smo bili tako v ekipi. To pomeni, da nisi začetnik, začetnik si torej samo tukaj na Bresnici? Samo tukaj, drugače pa so me v Podgorci, ko so naši dečki, fantje igrali nogomet, so me te prepričali nekako, ne, da sem te prišel. Tako je prav, čestitke. Hvala tudi vam, ne. Dober glas seže v deveto vas. Kot je bilo že povedano, se nogometnih srečanj ob sredah radi udeležijo tudi nogometni navdušenci oziroma rekreativci od drugod. Vsako sredo igramo nogomet na travi, povabljen sem pa iz strani sestre in njenega fanta, ki je doma iz Bresnice. In ti ni težko priti, koliko kilometrov je pravzaprav iz Svetega Tomaža do Bresnice? Enih 6, 7, kratko, 5 minut vožnje. In to pomeni, doženete ljubezen do nogometa? Valjda, seveda, 100%. Danes si že zaigral svojo rundo? Sem jo odigral, se poškodoval in sem se lahko preoblekel. Verjetno ti tudi druženje veliko pomeni, ne? Imaš tukaj prijatelje? Tako, definitivno. Prijatelji, znanci, seveda pa smo se povezali preko nogometa. Kako pa je kaj z nogometom v Svetem Tomažu? Tam ga isto dosti igramo, večinoma na igrišču, na asfaltu. Zdaj po zimi pa ga bomo tako kot pri Svetem Tomažu še ga bomo igrali na Bresnici v telovadnici. V Podgorcih, ne? V Podgorcih, da. No, fino, želimo ti seveda veliko uspeha nogometnih. Imaš kakšne ambicije, kar se tiče nogometa, ali je to samo rekreacija? Ne, to je samo rekreacijsko in da vzdržujemo duh. Gre torej za rekreacijo, predvsem pa druženje. Ve se torej, da takšna in podobna srečanja potekajo ob sredah. Večina se jih zapodi po lepo urejenem nogometnem igrišču, ni pa malo takšnih, ki enostavno pridejo zaradi prijetne družbe, ki vedno dobro dene. V nadaljevanju se bomo spomnili še sejma Agra v Gornji Radgoni. Letos je bil že 63. po vrsti in traja od 23. do 28. avgusta. Obiskali smo ga predzadnji dan z željo, da pogledamo,
kdo so bili razstavljavci z ormoškega konca. Obiskali smo stojnico Središke oljarne in zadruge Kooperativa Kristal. Sejem Agra v Gornji Radgoni je že več desetletij sinonim za razstavo najsodobnejše kmetijske mehanizacije, avtohtonih in tujih živali, ter za bogato strokovno dogajanje, ki je podprto s sodelovanjem različnih domačih in mednarodnih ministrstev, stanovskih združenj, organizacij in institucij. Organizatorji sejma vselej pripravijo tudi pester spremljevalni program, ki je obogaten z vrhunsko kulinariko, najboljšimi vini ter različnimi pridelki in izdelki. Vsekakor pa smo kot obiskovalci veseli, če na sejmu najdemo razstavljavce iz ormoškega konca. Mirko, tu se predstavljate kot zadruga ali kot združenje pridelovalcev sladkorne peste? Ja, kot oboje praktično, ne, saj nekako kot združenje smo člani Kmetijsko-gozdarske zbornice, pa nekako ta privilegij izkoriščamo, da nas ta prireditev ravno finančno tako ne iztroši, da tako rečem pošteno, tako da je združenje že vrsto let član Kmetijsko-gozdarske zbornice, zadruga kot taka pa je član zadružne zveze, tako da smo v te asociacije oziroma nevladne organizacije vključeni tudi aktivno, sodelujemo, tako da jaz s tem, ko smo danes ali pa v tem času sejma prisotni, to tudi potrjujem. Kaj oljarni pomeni sodelovanje na tem radgonskem sejmu? Dejansko promocija. Želimo našim strankam se predstaviti in pa tudi tistim, ki še niso naše stranke. Seveda je tu ogromno ljudi, pride kmetije, se pravi drugi potrošniki bučnega olja in če lahko naše izdelke tukaj probajo, smo že veseli. Ja. Recimo, kakšen je odziv? Imate zaradi tega recimo potem večjo prodajo, povpraševanje? Vsekakor. Ne bi rekla glih, da večjo prodajo samega bučnega olja, ampak dejansko imamo tudi veliko drugih proizvodov, ki so narejeni iz buč in pa bučnega semena in predvsem tam stranke kupujajo, če enkrat probajo in če poznajo te izdelke. Sejem Agra prinese tudi različna strokovna ocenjevanja za kmetijske izdelke, tudi za mlečne izdelke. Kmetija Igrc Kosi iz Dobrave je za svojo polmastno skuto prejela zlato priznanje, kar je v močni konkurenci velik dosežek. Sejem Agra ostaja največji mednarodni kmetijsko-živilski sejem v državi. Na 71.100 kvadratnih metrov se je letos predstavilo kar 1710 razstavljavcev iz 35 držav. Obiskalo ga je več kot 100.000 obiskovalcev. Nogometaši Ormoža so slabše od pričakovanega vstopili v novo sezono, saj so iz 2 gostovanj prinesli le 1 točko. Remi v Markovcih in poraz v Apačah. Presenetljivo je reagirala uprava kluba in dosedanji trener Aleš Jurčec je postal že bivši. V 3. krogu je ekipo kot trener vodil Sašo Kupčič. V 3. krogu Ptujske superlige so Ormožani v športnem parku Mestna Graba pred okrog 200 gledalci gostili zasedbo Gereče vasi. Pred tekmo so gostje s 3 točkami zasedali 7., Ormožani z 1 točko 8. mesto. Ekipa iz Ormoža, minuli 2-kratni prvak Ptujske superlige, je doživela kar nekaj sprememb v igralskem mozaiku. Tako je začetna enajsterica zgledala takole. V golu Amadej Vršič, v polju Dejan Kociper, Emanuel Mihalič, kapetan Blaž Borko, Stefan Zazič, Gal Namestnik, Patrik Javševec in kar 4 Luki, Luka Kirič, Luka Ladika, Luka Kumrič in Luka Petrinec. Za Gereče vas so zaigrali Nik Šmigoc, Daniel Červek, Matic Kolarič, Gregor Ravnjak, Jure Stopinšek, Žan Leljak, Rok Mesarič, kapetan Ino Prelog, Niko Zupanič, Aljaž Šešo in Damjan Hertiš. Glavni sodnik tekme je bil Teo Glažar, pomočnika Robert Šprah in Sergej Ivanuša. Nalogo delegata je opravljal Zvonko Bezjak. Ljubitelji okroglega usnja, ki so se zbrali v Mestni Grabi, so v vsakem polčasu videli po 2 zadetka. Vsi 4 so padli v mrežo gostov iz Gereče vasi.
Domačini so takoj prevzeli pobudo na igrišču in si ustvarili nekaj nevarnih priložnosti. Med drugim so v 14. minuti v istem napadu kar dvakrat zatresli okvir vrat Gerečje vasi. Po nekaj minutnem zatišju na obeh straneh pa končno veselje za domače nogometaše in njihove privržence. Zazić je začel akcijo, Kirić in Javšovec sta lepo odigrala dvojno podajo, v zaključku akcije je natančno v dolgi kot meril Kirić in zadel za 1-0. 2 minuti kasneje še en lep napad gostiteljev. Kirić, Ladika in slab zaključek Petrinca. Ostalo je pri vodstvu Ormoža za 1-0. V 32. minuti 2-0. Kumrić je ukradel žogo gostom, jo serviral Javšovcu, ta pa je še enkrat več dokazal, zakaj je v minulem prvenstvu bil najboljši strelec lige. Do odmora smo zabeležili še en rumeni karton Mesariča pri gosti, manjšo priložnost domačih ter edini poskus strela proti golu Vršiča se strani nogometašev Gerečje vasi. Polčas Ormož Gerečja vas 2-0. Strelca Kirić v 28. in Javšovec v 32. minuti. Domača ekipa je drugi polčas nadaljevala z isto enajsterico, ki je pričela tekmo. Na drugi strani je trener Gerečje vasi David Šprah opravil eno menjavo, saj je Šešo ostal v garderobi, na igrišču pa ga je zamenjal Leon Wolf. Slika na igrišču se na začetku drugega dela tekme ni bistveno spremenila. Ormožani so silovito napadali in si ustvarili nekaj lepih priložnosti. Gostje pa so težko prihajali do zaključnih strelov. Še tisti, ki bi morali končati v okviru vrat, so končali daleč od ormoškega gola. V 73. minuti najlepši trenutek tekme. Ormožanom je pripadel prosti strel, katerega je izjemno izvedel Kirić in povišal prednost gostiteljev na neulovljivih 3-0. To je bil tretji prvenstveni zadetek Kirića v sezoni. Po visoki prednosti so priložnost za igro pri plavih dobili še Jan Trstenjak, Luka Baš, Jan Vučanec, Anže Šujen in Nik Žnidarič. V podaljšku drugega polčasa še zadnji četrti zadetek na tekmi. Tudi ta je končal v mreži Šmigoca v golu Gerečje vasi. Končnih Ormož 4, Gerečja vas 0 je postavil s svojim tretjim prvenstvenim zadetkom Javšovec. Slednjemu je za gol asistiral tokrat najboljši igralec tekme Kirić. Po 3 odigranih krogih so na vrhu Apače z maksimalnimi 9 točkami. 2 točke manj so na drugem mestu zbrali nogometaši Rogoznice. Po 6 točk sta zbrali ekipi Makol in Bukovc. Markovci, Ormož in Krajena so pri 4 točkah in zasedajo 5., 6. in 7. mesto. Gorišnica, Boč, Stojnci in Gerečje vas so pri 3 točkah. Edina ekipa brez točk v tem prvenstvu je ekipa Središča, ki zaseda 12. mesto. V tretjem krogu so Središčani klonili na sosedskem derbiju v Gorišnici z izidom 4-1, čeprav so v polčasu vodili z 1-0. V četrtem krogu v soboto 13. septembra Središče ob 16. uri v športnem parku Trate gosti Grajeno. Ormož istega dne ob istem času čaka gostovanje pri Rogoznici. Vodilne Apače gostijo zasedbo nogometašev iz Gerečje vasi. Začelo se je tekmovanje v elitnem rokometnem rangu, kjer nastopa že 24. leto zapored rokometni klub Jeruzalem Ormož. Ormožana je v prvem krogu čakalo vedno težko gostovanje v Škofji Loki, kjer pa je ekipa ob remiju osvojila svojo prvo prvenstveno točko. Sezona 2025-2026 v rokometni elitni NLB ligi se je pričela z kar nekaj presenetljivimi izidi. V derbiju dveh ekip, ki se bosta borili za naslov državnega prvaka, sta se Slovan in Trimo na Kodeljevem razšla brez zmagovalca. Končni izid je bil 33-33, polčas 15-13 v prid domačih, pri katerih je 6 zadetkov dosegel Tim Cokan. Pri gostih je Jaka Soršak dosegel 6. Po 5krat so bili uspešni Marko Kotar, Alan Grbič in Timotej Grmšek. Trimo je v Ljubljani dokazal, da po Slovanu le ne bo tako lahko glede osvojitve novega naslova državnih prvakov. Ormož je gostoval v Škofji Loki, ki v športni dvorani Poden tradicionalno velja za neugodnega nasprotnika.
Loka je bolje pričela tekmo in v 15. minuti vodila za 3 zadetke, 8-5. V 19. minuti je pri domačih podečel Žiga Stopar, kar se v nadaljevanju precej poznalo zasedbi Loke. V 22. minuti je izid že bil izenačen na 9. Junak na igrišču v teh trenutkih pa je bil vratar Jeruzalema Filip Ramfl. Tinček Hebar je s svojim 3. golom poskrbel za izid prvega polčasa. Škofja Loka 13, Jeruzalem Ormož 12. Začetek drugega polčasa je bil odličen iz strani gostov. V golu je še naprej odlično branil Ramfl, v napadu je svoje dodal Lucijan Bura. In Prlekom je uspelo uiti na prednost 3 zadetkov, 18-15. Gostje so v nadaljevanju imeli še priložnost za +4, a je strel Filipa Jerenca ustavil domači vratar Tilen Grudnik. V zadnjih 10 minut tekme sta ekipi odšli poravnani, 21-21, potem ko je 7-metrovko za Škofjo Loko zadel Aljaž Jesenko. Ramfl je še naprej pridno zbiral obrambe in popolnoma razorožil domača krila. Obramb Ketne so igralci niso znali izkoristiti in v dramatični končnici sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. Škofja Loka 24, Jeruzalem Ormož 24. Pri domačih sta vratarja Grudnik in Savo Vujović zbrala 12 obramb. Na drugi strani je Ramfl zbral kar 17 obramb. Prvi strelec domačih je s 7 goli bil Aljaž Jesenko. Pri gostih je Tinček Hebar dosegel 6, Bura 5 zadetkov. V petek 12. septembra ob 18:15 bo na Hradeku odigran derbi drugega kroga NLB lige. V gosteh Jeruzalemu prihaja Slovenj Gradec, ki je v prvem krogu zabeležil gladko zmago nad Škofljico, povratnikom v elitni rang tekmovanja. Korošci so se veselili zmage z 39-33. Do gladke zmage v Ivančni Gorici pri Svišu 34-24 so prišli rokometaši Celja Pivovarne Laško. V Ribnici se je Riko razveselil minimalne zmage 29-28 nad ovincem v ligi Radolico. Slednja je v zadnjih 5 minutah tekme zapravila 3 7-metrovke in zamudila imenitno priložnost za največje presenečenje prvega kroga. Zadnja tekma prvega kroga med novomeško Krko in Gorenjem se je kot tretja tekma v tem krogu končala brez zmagovalca. Končen rezultat 29-29. To je bilo vse za danes. Življenje seveda gre naprej, tako da tudi dogodkov ne bo zmanjkalo. V našo družbo vas znova vabim čez teden dni, ob isti uri na istem televizijskem programu. Želimo vam prijetne jesenske dni in srečno!